Plezalna sezona se zdaj zaključuje. Sezona je zelo kratka in izvedeli smo, da je moški iz Arizone umrl med plezanjem na Everestu v tej sezoni. 21. maj 2026. Globoko v smrtni coni Everesta. 53-letni moški pogleda na svojo uro. Ura je 17:30. Minile so že 3 ure in pol, odkar bi moral začeti se stopati na varno. Njegov vodnik iz Pioneer Adventures mu pove, ga opozori, ga prosi, da če bo zdaj vztrajal proti vrhu, ga lahko to stane vsega. In on to V. Natanko pred enim letom je ta isti moški prišel do 3. tabora, ugotovil, da se ne počuti dobro in sprejel pametno odločitev, da se obrne in se živ vrne domov. Toda danes, potem ko je bil ujet, 19 dni sprejme drugačno odločitev. Neverjetna odločitev, ki bo sprožila pravo nočno moro in njegovo vodniško podjetje pustila soočeno z grozljivo resničnostjo, ki je nobeno odpravarno podjetje noče doživeti. Zakaj je previden moški nenadoma prezrl vsa pravila in nadaljeval s plezanjem? In kako je 19-dnevna zamuda spremenila sezono Everesta leta 2026 v dušečo, neizbežno past? Od izkušenega šerpe, ki je umrl, še preden so njegovi dereze sploh dotaknile ledu, do moškega, ki je preživel območje smrti, a so ga ubila sončna očala. Prve smrti na Everestu leta 2026 so skoraj neverjetne. Dobrodošli na skrajni rob. Tako je okoli poldneva 4. maja 2026 Lakpa Dendi Sherpa sproščeno hodil proti baznemu taboru Everesta. Pri 51 letih Lakpa ni bil turist na Everestu, ki bi želel to goro prečrtati s svojega seznama. Plezanje je bilo v njegovi krvi. To je zato, ker se je rodil v Godelu, Solukhumbu, v isti regiji, ki je dala nekatere največje šerpe na Everestu. In čeprav morda ni ravno Tenzing Norgay, je Lakpa več kot 20 letih hodil višje, kot bo večina ljudi kdajkoli šla. Od leta 2001 je imel 30 odprav po Nepalu in 6-krat je stal na vrhu Makaluja. Za boljšo predstavo, Makalu je le 19 km jugovzhodno od Everesta in je 5. najvišja gora na svetu z več kot 8400 metri nadmorske višine. Leta 2017 je celo že uspešno osvojil sam Everest. To je bil veteran. Za to odpravo je delal za Seven Summit Tracks, največjega organizatorja odprav na celotni gori. To je pomenilo, da bo kasneje v tej sezoni prevažal tuje stranke gor in dol po najvišji gori na svetu. Ampak trenutno je samo hodil. Pot, po kateri je hodil, je bila med Gorak Šepom, ki je v bistvu le majhna skupina čajnih hišic na 17.000 čevljih in baznim taborom Everesta. To je peš pot, ne plezalna pot. Videti je razgibana in seveda je skalnata in neravna, a je v osnovi varna. Ni padajočih ledenih stolpov ali brezdanih razpok, ki bi se skrivale pod snežnimi mostovi. Tukaj vsako pomlad hodijo mimo pohodniki turisti. Govorimo o ljudeh v navadnih pohodniških čevljih, brez kakršnih koli plezalnih izkušenj. Po isti poti sem šel marca 2024, pa nisem profesionalni plezalec. Za šerpo Lakpinega kova je ta sprehod praktično enak, kot stopiti ven po pošto. Verjetno sploh ni bil zadihan, njegov cilj je bil priti do baznega tabora in začeti pravo delo na odpravi. A nekaj je šlo narobe. Na tej običajni, dolgočasni, varni poti proti Mount Everestu je šerpa Lakpa Dendi preprosto padel. In ne vem čisto dobro zakaj. Poročila o tem, kaj se je točno zgodilo, so zapletena. Uradna izjava njegovega delodajalca, Seven Summit Tracks, samo pravi, da je izgubil zavest in umrl na poti. Povezovalni časnik na terenu je lokalnim medijem povedal, da je preprosto padel. Nepalska policija je začela preiskavo, vendar je nihče, vsaj javno, ni zaključil z jasnim odgovorom. Nesporno je, da je moški s 30 odpravami in kariero, preživetim na krajih, ki so te resnično poskušali ubiti, umrl, še preden se je pravo plezanje sploh začelo. Če menite, da je bila Lakpina smrt tragična in vznemirjajoča, je tisto, kar se je zgodilo 6 dni kasneje, prestrašilo vsakega izkušenega plezalca na Everestu.
Kajti 10. maja 2026 je bil na Everestu 35-letni nepalski plezalec po imenu Bridžaj Girmire in počel to, kar počne vsak resen plezalec na Everestu v zgodnjih tednih sezone. Njegov načrt je bil, da se povzpne iz baznega tabora na 17.600 čevljev skozi ledeni slap Khumbu proti taboru 1 na 19.900 čevljev in se nato vrne nazaj dol. To imenujemo aklimatizacijska rotacija. To je v bistvu vaja vašega telesa za pravo stvar. Greš gor, se izpostaviš stresu na višini in se vrneš nazaj dol. Potem greš malo višje in se spet vrneš dol. Vsakič tvoje telo odreagira tako, da proizvede več rdečih krvničk, kar ti omogoča, da iz redkega zraka iztisneš več kisika. Če to narediš dovoljkrat, postane tvoja kri dovolj gosta, da ostaneš funkcionalen nad 8000 metri, kjer zrak vsebuje le tretjino kisika, kot ga najdeš na morski gladini. Ni glamurozno, ampak je nujno. In Bridžaj Girmire je to vedel. Ker čeprav je deloval povsem neupadljivo, je imel Bridžaj edinstveno zgodovino plezanja. Za začetek je bilo njegov tip tukaj težko najti. Bil je prvi človek iz skupnosti Dalit, ki je kadarkoli osvojil Everest. Če ne poznate skupnosti Dalit, so na samem dnu nepalskega kastnega sistema. Soočali so se z generacijami družbene izključenosti, omejenim dostopom do izobrazbe, priložnosti, do vsega. To je tista vrsta stropa, ki ga večina ljudi nikoli ne prebije. In ta moški, eden izmed njih, je prebil najbolj viden strop, kar si ga je mogoče zamisliti. Stal je na vrhu sveta ne enkrat, ampak trikrat, leta 2016, 2019 in 2023. To je celo dokumentiral na YouTubu, saj je bil priljubljen YouTuber, ki je svoje vzpone snemal s kamero, da jih je lahko videl ves svet. Tako da, ko se je Bridžaj 9. maja odpravil na tisto aklimatizacijsko rotacijo, je to zanj resnično moralo biti nekaj povsem rutinskega. Nihče ni posvečal pozornosti njegovemu plezanju. Čeprav je ledeni slap Khumbu lahko nevaren s svojimi uničujočimi plazovi in podirajočimi se ledenimi stolpi v velikosti poslovnih stavb, je bil to človek, ki je preživel že hujše stvari. Pričakoval bi, da bo prišel skozi brez praske. Bridžaj Girmire je varno prečkal ledeni slap in bil v varnem zavetju prvega tabora na 6065 metrih tistega jutra, 10. maja, ko se je njegovo telo nenadoma začelo počutiti čudno. Njegove noge so bile težje, kot bi morale biti na tej višini. Njegovo dihanje, ki bi moralo biti nadzorovano in enakomerno, za človeka, ki je to storil že trikrat, je postalo kratko in vlažno, kot da ne bi napolnilo ničesar. Prijetno si je rekel, da bo minilo. Plezalci se tukaj zgoraj pogosto počutijo čudno, to je normalno. Potem pa se mu je začela vrteti glava. Ledeni stolpi okoli njega, šotori, njegove lastne roke, vse v njegovem vidnem polju se je začelo zlivati skupaj. Najprej so bile to trdne oblike, nato bolj meglene, nato tema. Sesedel se je na tla. Bridžaj je doživljal pljučni edem zaradi visoke nadmorske višine. Ko raven kisika na izjemnih višinah dovolj pade, krvne žile v tvojih pljučih spuščajo tekočino neposredno v zračne mešičke. Ti mehni žepki običajno prenašajo kisik v tvojo kri. Ko se ti mešički napolnijo s tekočino namesto zrakom, vsak tvoj vdih pomeni, da dihaš vodo. Tvoja pljuča se utapljajo sama od znotraj. In ko kri ne more več prenašati dovolj kisika do srca, srce preneha biti. To je medicinska nočna mora vsakega plezalca. Njegovi plezalski kolegi so pritekli k njemu in pravilno izvedli vse nujne postopke. Dali so mu kisik, bazni tabor je bil obveščen. Edino medicinsko zdravljenje za hape je spust in dovajanje več kisika v kri, preden srce nima več s čim delati. Toda prenašanje onesposobljenega človeka iz tabora 1 skozi ledeni slap Khumbu po noči ni preprosta operacija. Pot je labirint razpok, lestev, podirajočih se serakov in fiksnih vrvi v popolni temi. Njegova ekipa se je premikala tako hitro, kot je gora dopuščala. Ni bilo dovolj hitro. Bridžaj Girmire je umrl na poti nazaj v bazni tabor. Star je bil komaj 35 let. Njegov nenaden zdravstveni zlom je prestrašil plezalce. Ker če lahko popolnoma zdrav, mlad, trikratni osvajalec vrha,
kar tako umre zaradi višinske bolezni, kdo je potem sploh varen? Na tej točki sezone sta bila dva moška mrtva, pa nobeden od njiju še ni stopil na zgornji del gore. Stvar, ki je nihče ni izrekel na glas v baznem taboru, a so vsi mislili nanjo, je bila, da se bo ta sezona samo še poslabšala. Ker se smrti Lakpe in Bidžija nista zgodili v izolaciji, ampak vse bolj napetem ozračju, ki se je stopnjevalo že od marca. To je bazni tabor Everesta, aprila 2026. Vidiš tisto množico? Ni nepričakovano, a je vseeno precej zaskrbljujoče. Nepalska vlada je za pomladno sezono 2026 izdala 492 dovoljenj za vzpon na Everest. Vsako stane $15,000. To je največje število dovoljenj v zgodovini Everesta in več kot $7 milijonov samo iz pristojbin za dovoljenja, kar ni presenetljivo. Nepal je imel v zadnjem času nekaj finančnih težav, Everest pa je njegova najvrednejša naravna dobrina. Zato je logično, da je oddelek za turizem to pomlad izdal več dovoljenj kot kdajkoli prej, tudi če to pomeni, da je najbolj sveta gora Nepala napolnjena kot avtocesta med prazničnim vikendom. Zdaj upoštevajmo še šerpe. Vsak tuji plezalec mora po zakonu imeti vsaj enega. Večina vrhunskih organizatorjev uporablja 2, včasih celo 3 na stranko, kar pomeni, da je dejansko število ljudi, ki poskušajo napredovati. Ena sama fiksna vrvna linija je na eni gori združevala skoraj 1000 ljudi. Vsi so bili usmerjeni skozi infrastrukturo, ki nikoli ni bila namenjena takšni množici. Zato res ne bi smelo biti presenečenje, da je leta 2026 nekaj počilo. In ironično, ni bila oprema tista, ki je odpovedala, ampak sama gora. 8. aprila so zdravniki ledenega slapu, specializirana ekipa odgovorna za postavljanje poti skozi Khumbu ledeni slap, naleteli na težavo, ki je bila žalostna, a neizogibna, če spremljate vremenske trende. Nad edino potjo, ki so jo imeli skozi ledeni slap, je visel serak, ledeni blok, dolg približno 55 metrov in širok 36 metrov, ki je aktivno pokal in se premikal. Ta stvar je bila velika kot 10-nadstropna stavba in se je premikala. Če bi ta blok padel, medtem ko bi bili plezalci spodaj, bi v trenutku uničil vse. In to se je žal že zgodilo leta 2014, ko je zrušenje seraka sprožilo plaz, ki je uničil 16 šerp. Ker niso želeli ponoviti velike tragedije plazu iz leta 2014, so oblasti popolnoma zaprle pot. To je bila pametna odločitev. Težava pa je bila, da je bila ta odločitev popolnoma logistično neprijetna. Pot je ostala zaprta. 19 mučnih dni, medtem ko so zdravniki poskušali določiti veliko, varnejšo pot. In medtem ko so delali, je ta zamuda povzročila ogromen, smrtonosen zastoj. Več kot 400 plezalcev, skupaj še večjo skupino podpornega osebja, je bilo dejansko ujetih v baznem taboru Everesta. Njihove skrbno načrtovane aklimatizacijske rutine, saj ne moreš kar tako prehoditi Everesta v enem zamahu, so bile popolnoma uničene. Samo sedeli so tam, porabljali dragocen čas odprave, kisik in moralo, medtem ko je ozko vremensko okno, ki ga Everest vsako pomlad s težavo ponudi, minevalo. Vodje odprav so se hitro trudili prilagoditi zamudi. Nekateri so poslali stranke na bližnje pohodniške vrhove, da bi ostali aklimatizirani. Drugi so preprosto čakali, opazovali serak na pobočju nad seboj in preračunavali, koliko časa izgubljajo. Ampak zakaj je bil ta serak sploh tam? To je vprašanje, ki naredi to sezono resnično strašljivo na ravni, ki presega okvire leta 2026. Preprosto povedano, Everest se tali. Dobesedno se tali. Vladni predstavnik, ki je bil to sezono nameščen v baznem taboru, je povedal, da so do 3. tedna maja pri taboru 2 na 6400 metrih tekle reke. To je nekaj, kar se pred generacijo preprosto ni dogajalo. To strukturno pomeni, da globoka zmrzav, ki je zgodovinsko držala ledenik Khumbu skupaj skozi april in v maj, počasi izginja. Led in seraki, ki bi bili skozi plezalno sezono trdno zamrznjeni, se zdaj mehčajo prej in hitreje. Predvidljive razpoke se zdaj širijo. Arhitektura spodnjih delov gore postaja vsako leto manj zanesljiva. In nihče nima rešitve za to,
ker bi rešitev zahtevala popravilo podnebja. Serak se pravzaprav nikoli ni popravil sam. In tukaj postane logika modernega Everesta globoko zaskrbljujoča. 19 dni so oblasti vsem govorile, da je stati pod tem razpokanem ledu samomorilska misija. Toda, ko je bila sezona na robu popolnega finančnega zloma, je skupna ekipa zdravnikov ledenega slapu in komercialnih vodnikov naredila prav tisto, pred čimer so vse opozarjali, naj ne počnejo. Šli so naravnost nazaj pod preostali, še vedno pokajoči led in si na silo utrli pot skozi. Nevarnost se ni spremenila pa se je obupanost. Zdravniki ledenega slapu so ta izjemno tvegan obvoz razglasili za prehoden 28. aprila. Vrata so se odprla in 1000 ljudi, nemirnih in v zamudi, se je začelo premikati hkrati. Tako imate goro, ki je fizično manj stabilna, kot je bila kdajkoli v plezalni sezoni. Imate največjo skupino plezalcev, kar jih je bilo kdaj zbranih na njenih pobočjih, in imate 19-dnevno zaporo. Tu je stisnilo vsako aklimatizacijsko rotacijo, vsak prenos tovora in vsak poskus vzpona na vrh v že tako neverjetno ozek časovni okvir. In nekje znotraj vse te zmede se je ta 20-letnik, ki nosi najbolj znano ime v zgodovini Šerp, pripravljal, da nadaljuje dediščino svojega dedka. Njegovo ime je bilo Fura Tenzing Norgay. Prihajal je iz Tanga, majhne vasi v Khumbu regiji, ki leži zahodno od Namche Bazarja v Nepalu. Po večini meril to ni ravno slaven kraj. Toda v svetu visokogorskega alpinizma je Tang dal več legendarnih plezalcev na kvadratno miljo kot skoraj katerikoli kraj na svetu. Kot Apa Sherpa, Mingma Sherpa ter najslavnejši med njimi Ang Rita Sherpa, ki so ga v plezalnem svetu imenovali Snežni leopard. Ang Rita je bil forin dedek in, če sem iskren, eden najtrdoživejših šerp, kar jih je kdaj bilo. Med letoma 1983 in 1996 je 10-krat splezal na Mount Everest brez dodatnega kisika. Leta 1987 je Ang pozimi osvojil Everest brez kisika v tako brutalnih razmerah, da si večina sodobnih plezalcev tega ne upa poskusiti niti z novo opremo. Mislim tu dobesedno. Ta podvig ni bil nikoli ponovljen. Guinnessova knjiga rekordov je potrdila njegov vzpon kot najvišji vzpon na Everest brez uporabe kisikovih jeklenk v zimskem času. Nepal mu je podelil 2 državni časti, svet plezalcev pa mu je dal vzdevek Snežni leopard. Ko se je upokojil, je bil Ang Rita v gorniških krogih znan kot človek, katerega pljuča in toleranca na bolečino sta presegala običajne človeške meje. Njegova družina pa je še naprej plezala. Njegov najmlajši sin, Purang Nuru Sherpa, je imel svojega sina. In ta deček, Purang Gyaljen, je bil na tej gori 11. maja 2026 in je poskušal ustvariti svoje ime. Za razliko od svojega očeta je bila Purangova pot do plezanja nekonvencionalna. Preden se je sploh dotaknil fiksne vrvi na Everestu, je študiral kot menih in preživel čas v samostanu. Kaj ga je gnalo iz tistega življenja na goro, ni povsem jasno. Nekateri, ki so mu bili blizu, so ga kasneje opisali kot tihega, globoko duhovnega in nenavadno discipliniranega, celo po šerpovskih merilih. Toda karkoli je prinesel življenje v samostanu, je prenesel tudi v delo na višini. Eno sezono je vodil ture v Avstriji, kjer je nabiral tehnične izkušnje v evropskem terenu, in leta 2025, v svojem prvem letu dela na Everestu, je pri 19 letih dosegel vrh. Leto 2026 naj bi bilo leto, ko naj bi živčnost debitantske sezone zamenjala samozavest nekoga, ki je že stal na vrhu sveta. V noči na 11. maj je bil Purang Gyaljen skoraj pripravljen na še en rutinski vzpon na Everest. Bil je del ekipe Šerp, ki je nosila zaloge po Lotsejevi steni proti taboru 3, da bi pripravili vse za stranke, ki so bile zdaj obupno v zaostanku. To je nezahvalno, a povsem nujno delo, ki ga opravljajo šerpe in ki sploh omogoča vzpone na Everest. Verjetno se sprašujete, zakaj za vraga je plezal po noči. Tudi jaz sem se, ko sem naletel na to zgodbo. Nočno plezanje po skoraj navpični ledeni steni na 7000 metrih zveni noro,
ampak zanimivo pri Locejevi steni je, da je noč najvarnejši čas za plezanje. Ko sonce podnevi obsije izpostavljen led, se površina zmehča. Sneg, ki je bil ob 4 uri zjutraj trdno zmrznjen, postane do poldneva mehak in nestabilen. Zato šerpe skoraj vedno prenašajo tovore po noči. Je brutalno, seveda, vendar je varneje, oziroma naj bi bilo. Fura in ekipa so zapustili tabor 2 ob 7 zvečer. In za razliko od tega, s čimer se je prej soočila Lakpa, Locejeva stena sploh ni pohodniška pot. To je stena modrega ledu, nagnjena pod koti, ki lahko presegajo 50 stopinj, trda kot beton in tako mrzla, da lahko v nekaj sekundah opeče izpostavljeno kožo. To je, kot bi poskušal plezati po zamrznjenem steklenem nebotičniku na 7000 metrih v popolni temi, medtem ko dihaš skozi slamico. Na tej višini postane vsak gib mehaničen. Pripni, stopi, vdihni, ponovi. Ena napaka tam se običajno ne konča z vitim gležnjem. Konča se s padcem, ki se še naprej pospešuje. Fura in drugi šerpe so se počasi vzpenjali skozi temo pod sijem naglavnih svetilk, ki so se odbijale od ledu. Vsak od njih je nosil težka bremena, pritrjena na hrbet. Jeklanke s kisikom, šotore, vrvi, kuhalnike in hrano. Vzpenjali so se več ur. Nad njimi se je tabor 3 držal gore, kot vrsta majhnih oranžnih brazgotin, izrezanih neposredno v pobočje. Pod njimi je ledenik Khumbu izginil v temo, nekje okoli 23 ure. Furo je dosegel eno od sidrišč na fiksni vrvi na Locejevi steni. Da bi razumeli, kaj se je zgodilo potem, morate razumeti, kako deluje sistem fiksnih vrvi. Preden katerikoli plezalec ali šerpa poskusi splezati nad bazni tabor, gre predvsem naprej specializirana ekipa, imenovana fiksatorji vrvi, ki na celotni poti v skalo in led na določenih razdaljah fizično vrtajo sidrne vijake. Nato skozi ta sidra napeljejo debelo statično vrv, vse od dna Locejeve stene do južnega sedla na 7900 metrih. Ta vrv ostane tam celo sezono. To ni sistem za škripcem, ne premikate nikamor. Kar ta vrv naredi, je to, da vsakemu plezalcu na gori omogoči, da se na njo pripne, tako da če jim spodrsne, ne umrejo. Naprava, ki jo uporabiš, da se pripneš na njo, se imenuje džumar. To je kovinska sponka, ki se pritrdi na vrv in prosto drsi navzgor, vendar se zagrize in prime, ko na njo pritisne teža od spodaj. Pripneš ga na svoj plezalni pas s kratko vrvico in od tistega trenutka si povezan z goro samo. Ziders postane sunek in ranjen ego. Brez tega isti zdrs postane padec po 50-stopinski ledeni steni na 7000 metrih nadmorske višine. Vsak plezalec na steni Lhotse je bil tisto noč sprva pripet, vendar je tukaj ena neizogibna težava s sistemom fiksnih vrvi. Vrv je na goro pritrjena v rednih intervalih in vsakič, ko plezalec doseže enega od teh pritrdilnih vijakov, mora izvesti enak majhen zaporedje dejanj. Odpni džumar z vrvi pod sidrom, ga premakni nad sidro, se ponovno pripni. Vse skupaj traja 3 sekunde, morda 4, če imaš debele rokavice in so tvoji prsti počasni zaradi mraza. Plezalci to naredijo več 10-krat v enem samem prenosu, 100-krat ali večkrat med celotno odpravo. To postane mišični spomin. Toda tiste 3 ali 4 sekunde med trenutkom, ko se odklopiš pod sidriščem in trenutkom, ko se ponovno priklopiš nad njim, nisi pritrjen na nič. Vrv je prav tam. Tvoj plezalni pas je prav tam. Ampak nista povezana med seboj. Če ti nogi zdrsneta v tisto odprtino, ni ničesar med tabo in tem, kako daleč te želi gora odnesti. In nekje tistega večera ob 23. uri. Fura je dosegel sidrišče. Za 3, morda 4 sekunde je odpel svojo vrv. Bil je tako nezaščiten, kot bi stal na tistem ledu brez kakršnekoli opreme. Vse, kar je moral storiti, je bilo, da se ponovno pripne na sidrišče in spet bo varen. Toda v tistem trenutku, prav v tistem trenutku v temi, s težkim nahrbtnikom na hrbtu, je Fura izgubil tla pod nogami. Čeprav nihče natančno ne ve, kaj se je tisto noč zgodilo v temi, je prav tukaj udarila usodna napaka sistema fiksnih vrvi. Padel je s pobočja gore.
Fjura je padel približno 400 metrov po gori in obstal razpoki med drugim in tretjim taborom. Njegovi soigralci, moški, ki so 4 ure prej skupaj z njim zapustili drugi tabor in plezali po isti steni, so lahko le nemočno opazovali v snopu svojih čelnih svetilk, ko je padal. Niso mogli storiti ničesar. Ko je končno obstal, so šli za njim. Sredi noči, na višini, so ti moški se stopili v tisto razpoko, da bi ga našli. Mislim, da ni besed, s katerimi bi lahko opisal, kako neverjetno pogumno je bilo to dejanje. Uspelo jim je fizično izvleči njegovo telo iz razpoke in so mu nudili prvo pomoč, vendar je bilo prepozno. Poškodbe, ki jih je utrpel med padcem, niso bile združljive z življenjem. Na kraju dogodka so ga razglasili za mrtvega. Ekipa ga je odnesla do tabora 2, o prvem svitu pa je po njega prišel helikopter. Tako je vnuk snežnega leoparda kar naenkrat izgubil življenje, plezalci pa še niso imeli niti priložnosti poskusiti osvojiti vrh. Iskreno, do sredine maja 2026 je ta sezona na Everestu izgledala kot popolna katastrofa. 3 domači strokovnjaki so bili mrtvi. Pot je bila zaprta 19 dni in nihče, prav nihče, ni osvojil vrha zaradi vremenskih razmer, potem ko so pot ponovno odprli. Če bi do poskusa vzpona sploh prišlo, bi bil ta izjemno hiter in prenagljen. In vsak, ki kaj ve o dolgi, temni zgodovini kaosa na Everestu, ve, da je množični poskus vzpona na Everest smrtna past, ki samo čaka, da se zgodi. In za 2 plezalca je bila. Ampak do tega bomo prišli kasneje. Sprašujem se, ali se je kdo v tem trenutku ustavil in vprašal, ali gora ni že dala svojega odgovora, saj ima Everest ta nenavadni vzorec, ki se skozi zgodovino vedno znova ponavlja. Večji kot je pritisk na poti, bolj se zdi, da gora kaznuje naglico. Zamuda ustvarja ozka grla, ozka grla povzročajo obup. Obup povzroči, da ljudje ignorirajo opozorilne znake, ki bi jih na nižji nadmorski višini običajno upoštevali. In do 20. maja je pritisk v baznem taboru postal ogromen. Stranke so za to, da so bile tam, porabile od 40.000 do več kot 100.000 dolarjev. Mnogi so imeli službe, sponzorje, medijske obveznosti in omejene zaloge kisika, vezane na ozke časovne okvire. Organizatorji odprav so imeli celotne sezone finančno odvisne od uspešnih vzponov na vrh. Šerpe, ki so že izgubili prijatelje in sodelavce, so še vedno imele ekipe, ki so bile odvisne od njih, da nadaljujejo vzpon navzgor. Tako je, ko so vremenski napovedovalci končno opazili uporaben vremenski okno, 20. maja 2026 cela gora oživela. Skoraj 500 plezalcev in šerp je začelo prodirati proti vrhu v prekrivajočih se valovih po južni poti Col. Na glavne svetilke so se raztezale čez goro kot žareče žile v temi. Tabor 4 je poln izčrpanih plezalcev, ki poskušajo hidrirati, taliti sneg in varčevati s kisikom pred nočjo vzpona na vrh. A Mount Everest ne postane varnejši, ker so ljudje nepotrpežljivi. Do 19. maja 2026 ob 20:30 so prve ekipe za vzpon že zapuščale južni sedlo in izginjale v temi nad taborom 4. Pri skoraj 8000 metrih ni udobnega načina za začetek napada na vrh. Ne zbudiš se spočit, pravzaprav sploh nisi spal. Ležiš v zmrznjenem šotoru in poslušaš veter, ki skuša raztrgati platno, medtem ko tvoje telo počasi porablja lastno mišično tkivo, samo da tvoji organi še naprej delujejo. Ko je čas za odhod, je vsak gib boj z utrujenostjo. Zapneš puhovko, na silo potisneš otekla stopala v zmrznjene čevlje, si z debelimi rokavicami pripneš dereze, medtem ko ti prsti kričijo od mraza. Nato si nadeneš kisikovo masko čez obraz. Od tistega trenutka se tvoj cel svet skrči na ritmično pihanje regulatorja in majhen poskakujoč krog svetlobe, ki ga oddaja tvoja naglavna svetilka. Običajno je plezanje v coni smrti izjemno osamljena izkušnja. Toda v noči na 19. maj, ko so se plezalci vzpenjali po trikotni steni proti znamenitosti, znani kot balkon, niso stopali v osamljeno praznino. Stopali so na počasi premikajoči se tekoči trak človeškega trpljenja. Ker se temperatura zraka tukaj giblje okoli -40 stopinj, ste pripeti na eno samo najlonsko vrv.
In ko pogledaš proti gori, ne vidiš le ledu, ampak neprekinjeno žarečo črto stotin čelnih svetilk, ki se vijejo v temo. To je osupljiva slika za fotografijo, a v resnici je to prava nočna mora, saj vsaka od teh luči pripada osebi, ki se premika s hitrostjo nekaj 100 metrov na uro, vi pa jih ne morete prehiteti. Ko je sonce končno ušlo, 20. maja je postala vidna grozljiva razsežnost prometnega zastoja. Mislim, da ta slika to dobro prikaže. Plezalci so se po mukotrpnih korakih pomikali proti južnemu vrhu na 8748 metrih. Od tam so morali še počakati na svojo vrsto, da preplezajo Hillaryjev skok, nato pa premagati še zadnji, strašljivo izpostavljen greben do vrha. Kljub mučnemu tempu tistega dne je neverjetnih 274 ljudi 20. maja 2026 doseglo vrh Mount Everesta. Popolnoma so podrli prejšnji rekord v enem dnevu, ki je znašal 223 in je bil postavljen leta 2019 v sezoni, ki je bila že tako znana po prenatrpanosti. Že naslednji dan jih je sledilo še 154. To pomeni, da je v 48 urah na vrhu sveta stalo več kot 400 ljudi. Ko preberete to statistiko v naslovu, zveni kot triumf, kot velik logistični uspeh za organizatorje. Toda doseči vrh Everesta je le polovica naloge. Pravzaprav je to lažji del, saj ko so plezalci delali svoje fotografije na vrhu, snemali maske za nasmejane selfije, je fiziološki račun za tisti ogromen prometni zastoj že prihajal na dan. Za eno določeno vodniško skupino, imenovano Pioneer Adventures, to 24-urno okno se je spremenilo v pravo nočno moro, saj so bili tik pred tem, da zaporedoma izgubijo dva svoja najbolj izkušena klienta. In tragedija, ki je tako tesno povezana, da se zdi, kot da je bila napisana po scenariju. Prvi je bil 46-letni strokovnjak za tehnologijo iz Arizone po imenu Sandeep Are. Sandeep je bil glavni arhitekt, ki je delal v Phoenixu v Arizoni. Sandeep je bil rojen v Andhra Pradešu v Indiji in je bil moški, ki je svoje življenje posvetil delu s kompleksnimi podatki, sistemi in logiko v podjetjih. Z magisterijem iz financ in 2 desetletjima tehničnega vodenja ne dosežeš njegove ravni, če ne znaš oceniti tveganja in izvesti natančnega načrta. In ni se kar nekega dne zbudil in se odločil, da si bo kupil pot na Everest. Sandeep je bil resen vzdržljivostni športnik. To je bil moški, ki je večkrat prehodil naporno pot od roba do roba Velikega kanjona. Leta 2024 je osvojil goro Kilimandžaro. Le nekaj mesecev prej, v začetku leta 2026, je osvojil Aconcagua, najvišjo goro Južne Amerike. Leto prej je opravil celo pohoda do baznega tabora Everesta in na Lobuče East, prav z namenom, da bi svoje telo aklimatiziral na Himalajo. Pioneer Adventures, ekipa, pri kateri se je prijavil, ga je označila za enega absolutno najmočnejših plezalcev v njihovi skupini. Vložil je trud in okoli 11. ure dopoldne, 20. maja, se je ta trud obrestoval. Sandeep je stal na vrhu Everesta. Toda to, kar se je zgodilo naslednje, je skoraj kot iz filma. Medtem ko je stal na vrhu sveta, je Sandeep želel dokumentirati ta trenutek. Snel si je očala, da bi naredil nekaj fotografij, medtem ko je držal svoje zastave. In takrat je šlo vse narobe. Veste, sneti sončna očala za fotografijo na morski gladini ni nič posebnega. Na 8848 metrih je to ogromno tveganje. Tam zgoraj je atmosfera tako neverjetno tanka, da praktično ne nudi nobene zaščite pred sončnim ultravioličnim sevanjem. Ko ta čista, nefiltrirana UV svetloba zadene bleščeče bel sneg in se neposredno odbije v vaše nezaščitene oči, lahko opeče površino vaše roženice. Sandeep si je ponovno nadel očala in začel svoj spust, vendar je bila škoda že narejena. Verjetno sprva ni čutil ničesar. Kruta mehanika snežne slepote je v tem, da plezalcev ne kaznuje takoj na mestu. Roženeca tiho absorbira sevanje. 1 uro, morda 2, se ne zdi nič narobe. Potem te začnejo oči peči in žgati. In točno to se je zgodilo.
Nekje med tistim spustom se je Sandipu pred očmi najprej vse pobelilo, nato pa stemnilo. Ni mogel odpreti oči brez bolečine, zaradi katere se telo fizično umakne. In bil je ujet v coni smrti, nekje nad taborom 4 na 8230 metrih na gori, ki je že ubila na desetine telesno pripravljenih ljudi. Sandip je bil obtičal. Ni se mogel več premikati. In ker je bil njegov spust ustavljen, je bilo njegovo telo prisiljeno preživeti še več časa v coni smrti na 8800 metrih. Dolgotrajna izpostavljenost, ki so jo še poslabšali veliki zastoji, ki jih je doživel na poti navzgor, je sprožila visokovišinsko možgansko edem, HC. Tekočina se je začela nabirati v njegovih možganih, zaradi česar so ti začeli pritiskati ob lobanjo. Umiral je tam zgoraj in ni bilo nobenega načina, da bi se lahko rešil. Ko je organizator njegove odprave izvedel, da je obtičal, so takoj organizirali nujno reševalno akcijo. Poslali so ekipo 5 izkušenih šerp vodnikov, ki so se prebijali navzgor skozi množico, ki se je spuščala, in so ga uspeli prestreči blizu južnega vrha. Sledila je ena najbolj mučnih reševalnih akcij v sezoni. Vodenje popolnoma slepega človeka po enem izmed tehnično najzahtevnejših delov zgornje gore je izjemno nevarna naloga, ki zahteva ogromno energije. Vsakič, ko je teh 5 šerp spustilo Sandipa čez skalni prak, so porabljali svoje omejene zaloge kisika. Tvegali so svoja lastna življenja v istem vremenskem oknu, na istem ozkem prehodu, ki je pravkar zlomil njihovega klienta. Celih 48 mučnih ur ti šerpe niso hoteli zapustiti Sandipa. Fizično so ga po noči nosili skozi območje smrti, dokler niso končno dosegli relativne varnosti tabora 2. Z veseljem na obrazu so poklicali ekipo in jim povedali, da jim je uspelo. Uspešno so rešili slepega, umirajočega človeka iz območja smrti. Bila je to čudežna rešitev, ali vsaj tako so mislili. Kljub temu, da je preživel reševanje, so bile fiziološke poškodbe zaradi dolgotrajne izpostavljenosti preprosto prehude. Umrl je 22. maja v taboru 2. Medtem ko je Sandip izdihoval v taboru 2, je bil drug moški popolnoma ujet na vrhu gore. Sandip in ta moški nista bila neznanca, oba sta bila indijska strokovnjaka za tehnologijo. Imela sta isti bazni tabor, jedla sta v istem jedilnem šotoru. Aklimatizirala sta se po istem urniku in bila ujeta v istem ogromnem prometnem zastoju. Skoraj zagotovo sta si zaželela srečo, ko sta se pripravljala na vzpon na vrh. In v razmaku, 24 ur sta naletela na isti problem na Everestu. Hitra digresija. Vsak mesec je zgodba, ki nikoli ne pride na YouTube. Tam je, če jo želite. Patreon, povezava spodaj. Kje smo ostali? Njegovo ime je bilo Arun Kumar Tiwari. Bil je 53-letni višji IT strokovnjak iz Hyderabada. In za razliko od mnogih plezalcev na Everest, ki kupijo dovoljenje in se zanašajo na svoje vodnike, da jih lečejo po vrveh navzgor, je bil Arun resnično izkušen alpinist. Aktivno je osvajal 7 vrhov, to so najvišji vrhovi na vsaki celini. Preplezal je Denali, najvišji vrh Severne Amerike. Osvojili je goro Elbrus v Rusiji. Stol je na vrhu Kilimandžara v Afriki in Aconcagve v Južni Ameriki. To je bil človek, ki je razumel gore. A še pomembneje, razumel je svoje lastno telo. Le leto prej, leta 2025, je Arun poskušal osvojiti Everest. Plačal je pristojbine, opravil trening in se povzpel vse do približno 7200 metrov, nekje okoli 3. tabora. In ko je bil tam zgoraj, je spoznal, da nekaj ni v redu. Njegov tempo je bil prepočasen. Njegovo telo si ni opomoglo tako, kot bi moralo, po aklimatizacijskih rotacijah. Ko si porabil $10,000 in leta svojega življenja za priprave na ta en sam cilj, je psihološki pritisk, da vztrajaš, izjemno močan. Temu pravimo vršna mrzlica in vsako leto zaradi nje umre več ljudi. Arun ni imel vročice vrha. Pogledal je svoj tempo, pogledal je goro in sprejel izjemno težko, a izjemno pametno odločitev, da se obrne.
Vedeli je, da bi s potiskanjem v cono smrti v manj kot popolnem stanju močno povečal tveganje za snežno slepoto, ozebline in smrt. Spoštoval je goro in spoštoval je svoje meje. Zato se je vrnil domov živ. Ko se je Arun to pomlad leta 2026 vrnil na Everest, je stopil na popolnoma drugačno goro. Soočil se je z 19-dnevno zamudo, ki jo je povzročil viseči se rak. Več tednov je sedel v baznem taboru in opazoval, kako se mu oži vremensko okno. Ne pozabi, Arun je imel 53 let. To je bila verjetno njegova zadnja realna priložnost za osvojitev vrha. Zdaj ali nikoli. In ko se je pot končno odprla, ga je zajel ta ogromen, obupan val plezalcev, ki so vsi skušali priti skozi isto ozko grlo. V četrtek, 21. maja, se je Arun podal na vrh. Toda obtičal je v popolnoma enakem počasnem, mučnem zastoju, ki je prejšnji dan zlomil Sandipa. Vsak korak naprej je pomenil čakanje v vrsti. Vsaka ura preživeta v čakanju je pomenila porabo omejenega kisika. Na koncu je Arun uresničil svoje sanje. Dosegal je vrh Mount Everesta, vendar je na vrh prišel približno ob 5:30 zvečer. Če ne poznate časov za obrat na Everestu, vedite, da imajo večina uglednih vodij odprav strogo pravilo. Če do 1 oziroma najpozneje do 2 popold ne stojiš na vrhu, se moraš obrniti nazaj. To je preprosta matematika. Če prideš na vrh ob 5:30 zvečer, to zagotavlja, da bo celoten tvoj spust potekal v popolni temi. Temperatura zraka bo padla za 20 ali 30 stopinj v trenutku, ko sonce zaide pod obzorje. Tako boš prečkal najbolj nevaren, navpično izpostavljen teren na svetu, ko bo tvoje telo popolnoma in povsem izčrpano. To je kazen. Morda se sprašujete, če je čas za obrat tako strogo pravilo, zakaj ga njegov šerpa vodnik ni preprosto prisilil, da se vrne. No, resnica je, da so ga skoraj zagotovo skušali prisiliti, da se vrne. Ampak šerpe so vodniki, ne gorska policija. Ko stranka, ki je plačala več $10,000, dobi vročico vrha in preprosto noče obrniti, je vodnik ne more fizično podreti in odvleči dol. Karkoli je obupano gnalo previdnega človeka kot je Arun, da je pogledal svoje vodnike v oči, ignoriral čas za obrat in nadaljeval s plezanjem pozno popoldne, ga je stalo vsega. Ko je sonce zašlo in se je temperatura spustila, je Arun začel sestop v spremstvu izkušenega šerpa vodnika iz Pioneer Adventures. Prižgala sta si na glavne svetilke. Utrujenost, ki je nastopila, je bila izjemna. Do te točke je plezal že več kot 16 ur. In ko se je približal Hillaryjevemu koraku, je njegovo telo končno popustilo. Spomnite se, Hillaryjev korak je 12 metrov visok navpičen odsek ostre skale in ledu na višini 8748 metrov. Spenjanje nanj je težko. Spuščanje po njemu temi, nazaj, medtem ko nosiš dereze in kisikovo masko, je zastrašujoče. Prav v bližini te ovire je Arun začel bruhati kri. Tako izgleda visokogorski pljučni edem pri 8750 metrih v temi. Tekočina, ki je tiho zalivala njegova pljuča, je dosegla točko, ko jo je njegovo telo poskušalo izločiti na edini možni način. To je popolnoma enako stanje, ki je nekaj dni prej nižje na gori ubilo Bizija Gomirja. Toda za razliko od Bizija, ki je bil razmeroma nizko na gori, ko se mu je pojavila Hape, je bil Harun na 8748 metrih. Bil je v temi in popolnoma brez energije. Njegov šerpa je takoj poklical na pomoč. 3 drugi vodniki, ki so bili v bližini, so opustili svoje poti, da bi pomagali. 4 šerpe so ga obupano poskušali stabilizirati. Poskušali so ga ohranjati budnega in mu fizično pomagati pri spustu. Bodimo realni, ne moreš vleči onesposobljenega, umirajočega človeka po 12-metrski navpični steni v temi. Kljub obupanim junaškim prizadevanjem šerp ga niso mogli oživiti. Arun Kumar Tiwari je umrl prav tam v snegu, blizu Hillaryjeve stopnje. Njegovo telo je še danes tam. Pridobivanje telesa z Hillaryjeve stopnje je ena najbolj zapletenih in izjemno nevarnih operacij na svetu. Zahteva predano ekipo šerp,
ki so pripravljeni tvegati svoje življenje v coni smrti, samo da izsekajo zamrznjeno telo iz ledu in ga spustijo tisoče metrov nižje. Stane več kot $100,000, zato se mnoge družine in nepalska vlada raje odločijo, da gora obdrži svoje mrtve, kot pa da bi tvegali še več življenj za izvlek trupla. Sezona 2026 je pokazala, kako nepredvidljiv postaja Everest. Tvoje pretekle izkušnje te ne bodo rešile. Reputacija tvojega dedka ti ne daje imunitete. Tudi dolgočasen, običajen pohod do baznega tabora je lahko usoden. Logistika ohranjanja ljudi pri življenju na 8800 metrih pa se pod težo komercialnih ambicij in podnebnega zloma popolnoma sesuva. A obstaja upanje, saj je nepalska vlada v zaključni fazi sprejemanja obsežnega novega mandata. Kmalu bo vsak, ki bo zaprosil za dovoljenje za vzpon na Everest, zakonsko dolžan najprej uspešno osvojiti 7000 metrov visok vrh, ki se nahaja izključno v Nepalu. Ideja je, da se izločijo neizkušeni in da se zagotovi, da ljudje, ki zamašijo območje smrti, dejansko vedo, kako njihova telesa reagirajo na izjemne višine, še preden pridejo tja. Ali bo to dejansko naredilo goro varnejšo, ali pa gre le za še eno finančno politiko, namenjeno spodbujanju lokalnega trekking gospodarstva, pa bo še treba videti. A ena stvar je zagotovo gotova. Na Everestu preživetja ni mogoče kupiti. Gora bo vedno imela zadnjo besedo. Smrti na Everestu leta 2026 imajo eno skupno stvar. Vsi so umrli, ko so sledili svojim sanjam. Toda ta Šerpa je vodil 3 ukrajinske plezalce na vrh Everesta samo zato, da bi posneli promocijski video. Uspelo mu je, a ko je med sestopom omagal in je potreboval njihovo pomoč za preživetje, je bilo to, kar so storili naslednje, ena najhujših izdaj Šerpe na Everestu. Tega naslednjega videa ne želite zamuditi.